nam zveličanja voj, ki si svetoga ljuda pečat nam dal svoj. Aleluja, aleluja, prihodit tvoja, ti oživi vedno znova, tebi vernoga. Aleluja, aleluja, prihodit tvoja, ti oživi vedno znova, tebi vernoga. Hvala, Gospodu, da smo lahko ponovno skupaj v domu Božjem in verovali ali ne. Nedolgo nazaj je bil Božič. In že pa smo v adventnem čase, v predbožičnem čase. In tako sem malo razmišljal, kako čas hitro beži, ampak kljub vsemu teme, krščanski svet, v to 14. cujzdaj, namenja 1/12 svojega časa. Celi ti adventni čas, to je en mesec. Praznovanje Božiča, več ali manj. Ste da razmišljali o tem? Kako malo časa v bistvu imamo v življenju in koliko časa posvetimo temi časi. Gnezgojno sem, adventni koledar odpirajo naša deca, ga smo digitalnega in sicer so mi ga poslali rangerji iz Nemčije in sporočilo današnjega je to bilo med drugim, pravi, mi ljudje si iščemo biti ene vrste bogove, ampak obstaja samo en Bog, ki je šel gratati človek. Najdobra misel. Fenomenalna, to me predstavlja. Koliko ljudi se je v zgodovini izdalo, da so Bog, ampak samo en Bog je bil pripravljen in šel gratati človek, da bi nas odrešil. In to smo zdaj v tom času praznovanja in te čas je eden lepih časov. Da požgemo prvo sveč na adventne koledare, da v kunje zadeši malo pokeksaj, da prižgemo lučke na hišaj, mesta se idejo, štero da je najlepše mesto v adventnom času, štero da je pritegnilo največ obiskovalcev, trgovine so pune ljudi, ki gledajo, ali ki pijejo prek spleta in potem poštare domov nosijo. V tom času smo na radijih. Letos prvi pot sem čul 24. avgusta pesem Božično, ker je pot so pravili, toliko mesecev je do Božiča, pa zdaj imamo, da se vrsti božična glasba, vrstijo se koncerti, prireditve in to je tipičen čas Božiča, štiri se vse znova in znova dogaja in lepo je. Bojmo se iskreni, da se vzememo čas tudi za svojo družino, za svoje najbližanje. In to je eden čas, šter nas navdaja z eno čarobnostjo, šter nišče ne more ubežati. Pa noj se ide samo za eno tradicijo, noj se ide samo za pesmi, štere poslušamo na radiji, ker se pač vrtijo, ali pa se ide tudi za eno hrepenenje. Mogoče pa nišče ne samo na lepe spomine iz otroštva. Morda se tudi ide za to, ko nas Božja beseda vse skozi znova opominja na svetlobo, ki je prihajala takrat v tisti temen svet. In v teh temnih časih, kot jih tudi mi opisujemo, v časih, v katerih mi živimo, je kako pomembno, da smo mi ta svetloba. Kajti znate, tema nas straši. Zakaj? Zlo se skriva v temi. Večina zločinov je storjeno po noči. Janez 3:20 tako pravi, kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela.
Vojni napade se kdo dogajajo? Po noči. Tisti, ki smo ali ste bili ali kakole betežni, znamo, da je bolečina po noči hujša kot po dnevi. Se bolje čujte. Hudo bolni ljudje hrepenejo po jutri, no in komaj čakam, kad ta noč mini. In spet se spomnim našega starega pastorja, ki je včasih pravil tako, koliko dolgo je noč, da so ne mogu spote. Kako dolgo se to vleče in verjamem, da vsi to smo tudi že izkusili. Toda tema letnega časa odraža tudi temo dostakrat v nas samih. Pogosto tavamo v tem in ne vemo, ko ščemo, koma kak in ne vemo, ko ne napravimo, da se ta megla ali ta tema vsede na našo dušo. Do stare bolečine pridejo na dan. Da pride na dan tisto, s katerim se vsa ta leta borimo, do neizrečena pričakovanja večkrat povzročijo razočaranje, da se naše poti razidejo. Zanimiva statistika. Največ ločitev je v času adventa, božiča. Ti tedni nam neusmiljeno kažejo, kako daleč so naša življenja od tega, kako pa si mi želimo, kaj bi naj bila. Mi smo, kako pravi prerok Izaija v 9. poglavi, štejemo, ljudstvo štero živi v temi. Smo tisti, ki prebivamo v deželi teme. Tudi hkrati nam prerok sporoča, vidiš svetlo luč. Svojo besedo rabim. Luč, ki sveti, ki prihaja. To so ne sanje, so enoj prihodnosti, ampak v bodečih dneh. Tudi zdaj, da praznujemo te adventni čas, smo se spomnili tega, da je, kot pravi Janez 1.9, resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, prišla na te svet. In kak je to zapisal? Gnes le, kot človek razme, kako zelo se Bog skrbi za njega. Gnes le, kot doživi, ko Bog misli o njemi. Ali se nam ne dogaja, da nas, kljub vsemi temi, ki to znamo, da nas pogosto ta tema prevzame. Da mislimo, da mi pred Bogom in pred ljudmi nič ne štejemo. Da nič ne dosežemo, nič vznemirljivega ali impresivnega, da vse, ko delamo, je pač to zaradi rutine. Ker stojimo pred ruševinami svojega življenja, ker mislimo, da smo pred Bogom in ljudmi prepadli. Ko ostane za nami, ko nas več tu ne da. Napraviti odtis, trajni odtis. In to so te temne plati, s katerimi se vseskozi znova soočamo. To so temne plati našega življenja, štere so globoko v nas. Ko nas vse ljudi dela, tudi da opazimo, da smo pomanjkljivi, da vse ne zmoremo. Vendar, znate, ne treba skoraj nič napraviti, kajti Bog je pred našimi dejanji. Apostol Pavel je Tito tako zapisal, razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem, ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Dragi moje, Božič ali te adventni čas nam pričuje o tem, da je Bogu mar za tebe. Ne njemi je vse eno, ko se s tev dogaja. Zato je Bog grato človek. Če to sporočilo v teh temnih časih v naše življenje ne prinaša svetlobo, potem je z nami nekaj naopak. To povem. Kajti ta svetloba, ta luč, katero Bog nam daje, mora biti svetlejša, kot pa tiste, katero obesimo v na naše hiše v tom času. In zdaj vidim že mogoče, kako ništa ne si mislite, ja, pa če je resen to tok, zakaj je pa potem cel svet, v katerem živimo, še tako slab?
zakaj je toliko vojn, zakaj so lakote, zakaj je nepravičnost, zakaj toliko ljudi trpi v bolezni, zakaj Bog, pa če je tako mogočen, kako pravimo, pa kako piše v Božji besedi, ne ozdravi vsakega človeka, ali zakaj ne usliši naše molitve. Pa če je luč, ki je takrat prišel na svet, pred 2000 leti, ali se je sploh kaj spremenilo v tom času. Znate, Betlehem takrat in tudi zdaj ne je bil središče sveta. Je le ena majhna vasica v senci Jeruzalema. Otrok štiri je bil tam rojene. Njega je svetovno dogajanje v tistem času v bistvu sploh ne zaznalo, ne opazilo. Bila je majhna lučka. Ampak ko se je zaradi njega zgodilo? Statistika spet pravi, da je približno 1 milijarda ljudi. Kristijanov zdaj pravim, po imeni. Vidimo, da je nekaj se zgodilo. Ampak biti kristijan po Božji besedi in živeti tako je pa nekaj drugačnega. In rad bi nas s temi vprašanjem, kako zdaj stal zločuv, popeljal ali navezal z Izraelcemi, ki so mnoga leta bili v babilonskem ujetništvu. Nad njimi je vladala tema. Ne jim je šlo dobro. Obupali so. 570 let, ali koliko let so bili v ujetništvu. In znate, ko jim Bog pravi? Izaja 43 od 1 naprej. Zdaj pa tako govori Gospod tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodobljalec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil. Poklical sem te po imenu moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo žgal. Saj sem jaz, Gospod tvoj Bog, sveti Izrael, tvoj rešite. Kot odkupnino zate dam Egipt, Etiopijo in sebe v zameno zate, ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Dam ljudi v zameno zate in ljudstva v zameno za tvoje življenje. Ljudje, Židje, so se zaradi svoje nezvestobe do Boga znašli v enom brezupnem položaju. Čeprav je bil Bog vedno znova z njimi, vedno znova jim je odpustil stvari, vedno znova jim je pomagal, vseeno so ga ne poslušali. Ampak so vzeli druge modre svetovalce. Tako so se znašli v babilonskem ujetništvu, ne so imeli več svoje zemlje, ne so imeli templja, počutili so se zapuščeni od Boga in so si ne mogli pomagati za svojimi lastnimi močmi, kajti nad njimi je bila ena višja sila, bi lahko tako pravili. In da so obupali, kako se je lahko Bog poskrbel za njih. In mi, ali smo mi dosta boljši od Izraelcev v tistem času? Kako pogosto nam je Bog že pomagal? In kolikokrat prosimo Boga za nasvet v našem vsakodnevnem življenju? Da prihajamo v cerkev. Zakaj prihajamo sem? V našem privatnem, osebnem življenju, za katerega smo sami odgovorni. Kakšen odnos imamo z Bogom? Zakaj mislimo, ko smo upravičeni do Božje pomoči v težavah in skrbeh življenja, bolezni in smrti, ali da se ide za usmiljenje pri sodbi in sprijetju v večnosti? Moramo zdaj tako provokativen. Predstavljajte si in postavite se pred Boga in jim povejte, zakaj ste upravičeni njegove pomoči. Znon, tisti, ki teološko ste, bi pravili, ka milost mi je dovoljna, ampak človeško gledano, postavi se pred Boga in jim povej, zakaj si upravičen njegove pomoči.
Če najdete odgovor, potem ta predga ne za vas. Če pa ne najdete ničesar, potem enostavno nucamo Božjo pomoč. Moramo se želeti. Potem je nočni odlomek iz Izaija tako pomemben za nas, ki to pravi, ne boj se. V prvi vrstici piše in v drugi vrstici, da se ne smejmo bati, niti da idemo skozi reke ali skozi ogenj. Obe prispodobi vidimo iz Stare zaveze, v drugoj Mojzesovi 14 opisuje, kako so šli Izraelci skozi morje in potem v Danijeli 3 uči o možeh, ki so bili v ognjeni peči. Človeškega vidika je to nemogoče, ampak Bog to napravi. On leko napravi in samo on te stvari leko obdrži. Poznamo besedno zvezo to, dostakrat tudi to, da ideš skozi vodo ali ogenj v prenesenem smislu. In do nas prepravijo nesreče, žalost, do naše srce gori od straha in obupa. In do idemo skozi življenje, skozi smrt in obsodbo in več ne gremo naprej. In te Sveto pismo uporablja pripodobo. In vidimo še, da bomo stali pred Bogom in vso delo, ki smo ga delali, pred njim zgori. In obstane samo tisto, ko smo delali za njega. Človeško gledano, ali nas tu ne strah, se moramo zamisliti. In potem, dostakrat se vi znamo zgučati, ampak Božja beseda pravi tako. In temu stali kako brez besed. In potem je tu še nekaj, kljub vsemi teme, ki nam preprečuje, da bi živeli to, kako bi bilo Bogu všeč, in sicer naš greh, naša grešna narava, ki nam uničuje Božje darove v nas. In obstaja tudi hudič, ki je nas zvijačno vplete v življenjski situaciji, da ne vemo naprej in nas pelje krojiti Boga. Kdo izmed nas še leko pravi, kaj ga je ne strah? Kdo leko pomaga? In tu zdaj leko gledamo na ljudi v svete, leko gledamo na ljudi, nas, ki verujemo Gospoda. Dostakrat smo v strahu. Bojmo si iskrene. In ko se zgodi takrat z nami, poskušamo uporabiti svojo lastno moč. Poskušamo iskati pomoč bilo kje. Pomoč pozitivnega mišljenja. Ste to že čuli? Za nasvet prosimo psihologe, se ukvarjamo z jogo, z meditacijo, mobiliziramo svojo notranjo moč, kako je tisto yin-yang, ali kako to je, ne vem, točno to se ne razumem. Prosimo druge ljudi za pomoč, vendar s tem ne pridemo daleč, mogoče za trenutek. Ali smo boljši, kot pa Izraelci, ki so bili takrat v ujetništvu. Tudi oni, da njim je šlo slabo, namesto da bi najprej pogledali gor na Gospoda, so iskali pomoč. In ton, in ton, in ton. Ampak, dragi, znamo, da nam pomaga le ena stvar. Bog sam nam pravi, ko nam obljublja svojo milost in usmiljenje. Na nas pa je to, da to sprejmemo v veri. In tu tebi govori Bog, ki se je tako ponižal, da je grato človek. Tebi uči Bog, ki leko tebe poniža ali te povzdigne. Uči ti Bog, ki sodi in ki tolaži. Bog, ki leko uniči in ohrani vso vesolje, ki nam leko da življenje ali ga leko vzame, ki nam leko podari večno odrešitev. In Bog pravi in te v tom tekstu, ko smo šteli, odkupil sem te. Poznam te. Pozval sem te po tvojem imenu. Še dole, moj si.
Moja milost ti je dovolj. Le sprejmem jo. Ali ga čujemo v svojem srcu. Ne glede na vse okoliščine, ki so. Ali le, ko zavipamo Gospodu na ta način. Bog pravi, jaz strgam te verige, osvobajam te iz tvojega ujetništva, iz tvojega straha. Jaz sem premagal greh, v šterom se. Jaz sem premagal smrt, za štero se bojiš. Jaz sem premagal hudiče in vse sile teme, ki te oklepajo in ne se ti treba božati. Jaz sem te odkupil, moj si. In dragi, to je tako pomembno za nas, ker imamo to gotovost. Ne si ti samo ton, ne vem komu zdaj to pravo, Ropošov ali Bertalanič ali Kuzmičov ali Hubrov ali koj, ti si Božji. Moj si ti pravi Gospod. In Bog pravi, dovolj ti je, ali njim leko to enostavno verjamemo. In znate, ne samo zato, da je pravo on Izraelcom, da se naj ne bojijo, ampak jih spominja, jih daje razloge, zakaj njimi leko zavipajo. Po staro zavezo imamo polno teh stvari opisane. Kajkrat Izrael spominja, ko ste delali praznike, praznujte, ko ste se spomnili, ko ste išli iz Egipta, napravite to in to, ko ste se spomnili mojih dobrih del. In to tudi nam Gospod pravi, spomni se toga. Spomni se, ko je Kristus napravil za tebe. On je dal za tebe svojega sina. On je za tebe šel na križ. On se skrbi za tebe, za to, da je tebe dobro. In ne sem enkrat v nebi. Dragi moji, Bog šče, da nam je dobro tudi že zdaj. Tu na zemlji. Kljub temi, da ga dostakrat ne poslušamo. Kljub temi, da imamo dostakrat lastne predstave, ideje, načrte. Ampak Gospod pravi, moj si, keščen, da mi zavipaš. Vse sem napravil za tebe, zato, ker te ljubim. Odkupil sem te, poznam te, moj si. Lepo je to čuti od moža ali pa žene, ali pa od bližnjega, ki te ljubi, ki te ima rad, ki te spoštuje. Ampak, dragi moji, tu nam to besedo sporoča stvarnik vsega. Bog, ki ima celi svet na svoje dlani, da tako uporabim. Ki vse uravnava, ampak ki te pravi, ki te po tvojem imeni pozna. Leko bi še šli detalje. 4 meniti tvoj vlas na glavi, ne vse ene, ki jih ima preštete. On se skrbi za nas. Ko bi leko to, tako enostavno zvrvali in sprejeli. Mi pogosto živimo tako, da vrlemo z glavov, a dvojimo v srcih. In to je pravi izziv za naše življenje, da rastemo v veri, da se borimo za njo. In dragi, če si toga želite, če ščete stati poleg Gospoda, da bi doživeli te odrešitve, potem morate napraviti 2 stvari. Brez tega ne ide. Šteti Božjo besedo. Če do zdaj neredno vzemite si čas, proučavajte in poslušajte Božji glas. In dote to delali, spet bodite iskreni in te razmili, kot ti notri piše. Te stopite pred Gospoda, pa njim povejte. Jaz to čisto iskreno povem, to mogoče spet malo to provokativno zveni. Ampak povej njim, Bog ali Jezus, ne vrblente in ne zavipante. Ampak ali pa njim pa povej, vrblente in ti zavipam svoje življenje. Ali. Mi se v naših življenjih moramo odločiti. Mi se moramo odločiti, kome vrblemo.
Luč je prišla v temo, da je napravila svetlobo. Mi ne moremo biti malo ono, malo tisto. Gospod šče, da se naj odločimo. Povejmo Gospod, in to vas izzivam, ker znam, ko je najbolj pomembna stvar, da povejmo Gospod, zavipante. Predajte svoje življenje, ker znam, sam nemren, ampak tvoja milost je zame dovolj. In dragi, ne da se zgodila revolucija takrat, ali nekaj ogromnega, ampak enostavno te izkusili, da se stvari spreminjajo. Dostakrat počasi. Opazili te, da se odpravlja vaš strah, skrbi, negotovost in se stvari obračajo na boljše. Znate, kako je, da se naveže na predbožično zgodbo, na Marijo, da je angel prišel k njej, oznaniti, da je bila Jezusa. V tistom temačnem času, kakorkoli to takrat že to bilo, konje je pravo. Luka 1:30, to so naj bom dečki pravo to vrstico, to sem zdaj kasneje dodal. Ne boj se, Marija. Ne boj se, Pavle, Feri, Jože. Ne boj se, kaj ti našo si milost pri Gospode. Ne bo to sporočilo tega adventnega časa. Ga znam, da se soočamo z borbami, z strahove, z negotovostjo, ker se tudi sam s tem soočam. Znam. Ti poznaš tvoje stvari, jaz poznam svoje stvari, ampak Bog pozna stvari vseh nas. In on ti v tom jutri pravi, in to se vzemite domov, kakoli se v življenju dogaja, ne boj se. Ne boj se, Ema, Simon, komu s tej strani Franci, Nastja, ki ste tu, ne boj se. Kajti našel si milost pri Gospodi in to ti je dovolj. Zavipaj me, moj se, poznam te po imeni. Gospod Jezus, hvala ti je za tvojo pripravljenost, da si prišel na to zemljo, da si postanil človek in nam s tem omogočil, da se lahko mi približamo Očete nebeškome. Jezus, hvala ti je, da si okusil življenje, da si okusil bolečino, razočaranje, da si okusil, da te ljudje izdajo bolečino, fizično in psihično. Ampak, Gospod dragi, vse to zato, ker ljubiš mene, ker ljubiš moje sestre in brate. Hvala ti za tvojo milost in ljubezen, ki te je pel na križ Golgote. In Gospod dragi, prosim te resnično daj, da boš ti prvi v naših življenjih. In tudi, ko se srečamo v našem vsakodnevju z negotovostjo, z strahe, kakole že, Gospod dragi, da znamo, da si ti na naši strani. Da se ti boriš za nas, da so ne treba sami potegovati in delati ne vem kaj, ampak da lahko enostavno povemo, Gospod, tu sem. Skupaj greva naprej. Amen.